Lepo pozdravljeni v prvi oddaji Sedem. V vsaki oddaji bomo pripravili izbor aktualnih dogodkov preteklega tedna, zato smo oddajo poimenovali Sedem, ker ima vsak teden 7 dni. Oddaja je v prvi vrsti namenjena novicam s področja dejavnosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb. Tokrat smo bili na 3 prizoriščih. Začenjamo v Ljubljani, kjer so šolarji 2. septembra začeli s poukom na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Delež otrok z okvaro sluha, ki obiskujejo eno od 3 specializiranih izobraževalnih ustanov za gluhe in naglušne v Ljubljani, Mariboru in Portorožu, že vrsto let upada. Letos pa se je njihovo število vendarle nekoliko povečalo. V letošnjem letu 2013-14 je v vrtec vpisanih 30 otrok. 5 skupin imamo otrok gluhih in naglušnih. Na osnovni šoli pa imamo porast, kajti lansko leto smo imeli koncem šolskega leta 94 učencev, v letošnjem šolskem letu pa jih je vpisanih 115, kar pomeni tudi 3 oddelki več. In od tega imamo 11 prvošolcev, vse ostalo so otroci, učenci, ki se vključujejo od 2. do 9. razreda. Po 2 letih imamo zopet 3 gluhe prvošolce. V razmerju po številkah gluhih in naglušnih imamo 25 učencev v osnovni šoli, pa 90 učencev z govorno-jezikovnimi motnjami in avtističnimi motnjami. Na srednji šoli ljubljanskega zavoda je 1/3 gluhih in naglušnih dijakov. Ostalo so dijaki z govorno-jezikovnimi in avtističnimi motnjami. Letošnje šolsko leto 2013-14 začenjamo s 60 dijaki, kar je približno enako kot lansko leto. Tudi programi ostajajo enaki v smereh, kot smo navajeni, grafičarstvo, lesarstvo, strojništvo, tekstilstvo in pa računalništvo. Dijakov v prvih letnikih novincev je 11. V 17 oddelkih osnovne šole Centra za sluh in govor Maribor je 6 gluhih in 15 naglušnih otrok. Center za korekcijo sluha in govora Portorož v tem šolskem letu obiskuje 70 otrok. Med njimi je en naglušen učenec in en učenec s polževim vsadkom. Kljub zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki velja od 1. septembra, pa gluhi učenci še vedno niso deležni dvojezičnega pouka. Slovenski znakovni jezik je pravica gluhih, je njihov materin jezik, vendar v našem sistemu kot tak ni v predmetniku, na srednji šoli imajo lahko predmet slovenski znakovni jezik, medtem ko na osnovni šoli tega nimamo. Gluhi osnovnošolci se lahko zaenkrat slovenski znakovni jezik učijo v okviru neobvezne interesne dejavnosti. Takšna rešitev bo ostala vse dokler ministrstvo ne pripravi ustreznega pravilnika in znakovni jezik uvede kot redni predmet. Zavod Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik v sodelovanju z Evropskim forumom tolmačev znakovnega jezika organizira mednarodno konferenco z naslovom Tehnologija proti tolmaču, podpora ali zamenjava. Na konferenci, ki bo potekala od 13. do 15. septembra v City hotelu v Ljubljani, bo 10 predavateljev iz Evrope, ZDA in Brazilije predstavilo strokovne poglede na vlogo sodobne tehnologije v procesu tolmačenja. Menim, da je tehnologija, videoklic, preko mobilnega telefona, videoklic preko računalnika, zagotovo pomaga tako gluhi osebi, kakor tudi tolmaču, pa vendar le pri pridobivanju nekih kratkih informacij.
naj mi bo dovoljeno reči, nezahtevnih informacij. Dvomim, da videotehnologija in tolmačenje na daljavo lahko zadovolji in nadomesti kvalitetno tolmačenje, kot smo ga deležni pri tolmačenju 1 na 1. Se pravi, ko smo z gluho osebo v istem prostoru, imamo možnost tudi odreagirati oziroma videti to reakcijo gluhe osebe, ali nas je razumela ali nas ni razumela, lahko spremljamo dogajanje v prostoru. A veste, vse to vpliva na kvaliteto tolmačenja. Naredila, bom rekla, kar velik korak nadaljavo. Vi slišeči, recimo, imate več kanalov. Lahko greste, lahko osebno se pogovoriti, ali počasih od doma pokličete. In tudi mi bi enako želeli, gremo k zdravniku, bi želeli imeti osebno tolmača, a ne? Kajti gre za nek oseben pristop, zanesljivost informacij. Če pa kakšna druga zadeva, ne, mi pa ni problem uporabiti tolmača na daljavo preko klicnega centra. Tako da vse, kar si želimo, je. Izsledke konference EFSLI, na kateri organizatorji pričakujejo okoli 180 udeležencev iz 26 držav, vam bomo predstavili v prihodnji oddaji. V Društvu gluhih in naglušnih Ljubljana so obeležili 65. obletnico športnega društva Komet in 60. obletnico košarkarskega društva Komet. Leta 1948 so ustanovili športno dejavnost gluhih pod vodstvom Alojza Milošiča in Cirila Sitarja. Prvi predsednik je bil Milan Perme. Od takrat so bili dejavni v različnih športnih panogah, najbolj pa v nogometu. 5 let kasneje so ustanovili še košarkarsko sekcijo Komet. V spremljevalni predstavitvi so v dopoldanskem času organizirali prijateljsko tekmo v košarki, ki so si jo prišli ogledat tudi ustanovitelji košarkarske sekcije Komet. Po tekmi je v prostorih društva sledil sprejem ustanoviteljev in drugih častnih gostov s podelitvijo priznanj.
Ja, šalim stanu. Težko, ne vem što. Treba držati. Ne držati. Ne držati. Treba da vratno stanu. Pravim ponad. Manuša. Potem družimo. Adam. Zraven na doneša. Na zraven doneša. Na zraven košarka. Ponad. Potem banaka. Na stare sitare. Potem komad. Terpena pun, tak nak tu dele, tak je taj pahato te betem lat. Levan generacija prepelja to taj, to mora to taj na. S tradicijo košarkarske panoge se sedaj ukvarja že 5. generacija gluhih košarkarjev. Brez ustanoviteljev in drugih vztrajnežev ne bi imeli tako uspešne košarkarske reprezentance gluhih, ki sodeluje na Evropskem prvenstvu, Svetovnem prvenstvu in Olimpijskih igrah gluhih. Ekipa Spletne TV se pridružuje čestitki ob visokem jubileju in upa, da bodo prihodnje generacije nadaljevale tradicijo ustanoviteljev. V našo družbo vas vabimo spet prihodnji teden v petek, ko bomo poročali o mladinskem forumu, konferenci EFSLI in predstavitvi košarkarske reprezentance gluhih na Kongresnem trgu v Ljubljani. Nasvidenje.